Preidemo na naslednjo točko, rad bi, da zelo hitro pospešimo tole. 6. točka, sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Koroška. Jaz bi prosil, da oba dva razlagalca tega dokumenta, in sicer gospod Erjavc in pa gospod Harnik, v kratkem predstavita to spremembo razlogov, zakaj delamo na spremembi odloka o organu skupne občinske uprave Koroške. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Skratka, odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave, organ skupne občinske uprave Koroške je pravzaprav posledica zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin. Ta zakon nekako pospešuje medobčinsko redarstvo, hkrati pa seveda nekako sili oziroma zagotavlja pocenitev in pa dvig kakovosti storitev občinske uprave. Razširja nabor nalog, ki jih država sofinancira, hkrati pa dejansko uvaja tudi bonus, in sicer uvaja 55% sofinanciranje strani države za razliko od sedanje ureditve oziroma od prejšnje ureditve, ko je bil ta maksimalni znesek sofinanciranja 50%. Mi smo seveda temu bonusu, maksimalnemu bonusu sledili in pripravili odlok o spremembah in dopolnitvah že obstoječega odloka, ki dejansko pomeni uskladitev z že obstoječo zakonodajo, torej tem tako imenovanim ZFO-1C-jem, in seveda vse te določila nekako so usmerjena v to, da bi dosegli najvišjo možno raven sofinanciranja, torej 55% strani države. Mogoče glede samega odloka omenim zgolj to, da se namesto 4 trenutnih notranjih organizacijskih enot uvajajo 3, in sicer medobčinski urad za izvajanje nalog občin, ki bo dejansko gledano naslednik urada za pripravo projektov, medobčinsko redarstvo kot druga notranja organizacijska enota in pa pazite medobčinski inšpektorat. Za medobčinski inšpektorat pa veste, da so te naloge, oziroma da je te naloge do sedaj upravljal tisti inšpektorat, ki so ga ustanovile vse občine Koroške, torej 12 koroških občin. Župani so glede tega izrazili tudi željo, da bi se tudi na področju upravljanja teh nalog nekako zagotovilo 55% sofinanciranje, in to je razlog, da smo ga vključili tudi v ta odlok. Hvala. Hvala lepa. Mogoče še stavek 2. Ne, mogoče samo to. Kot tudi vodja enega od teh zelo pomembnih vsebin. Jaz v tej fazi mogoče ne bi bistveno kaj dodajal, ker kolega je dejansko povzel in podal vse bistvene elemente tega odloka, kaj se spreminja oziroma kaj se dodaja in kakšen bo tudi način dela v prihodnje. Bi pa mogoče se vključeval, kolikor bi bilo postavljeno kakršnokoli vprašanje povezano s to materijo. Jaz bi mogoče še dal eno misel. Sam osebno sem zagovornik, da občine se mnogo bolj povezujemo po strokovnih službah in strokovnih službami, kot smo sedaj. Mi imamo na Koroškem 12 občin, 12 občinskih uprav in bolj kot ne vsi približno enake probleme. Jaz sem že večkrat rekel v javnosti, občina Muta ima po tehničnih, pravnih, vsebinskih plateh enake probleme kot pa mestna občina Ljubljana, ki ima 270 tisoč prebivalcev. Za razliko, da imamo mi 6 članov občinske uprave, tam pa nekaj 100 zelo dobrih specialistov na tem področju. In če se Koroška za približno 73.500 prebivalci in z 12 občinami poveže na nekaterih skupnih vsebinah, je to zagotovo dodana vrednost. In še nekaj je, zagotovo bo tu v perspektivi, saj to sem tudi malo prej omenil uvodoma, se zelo intenzivno začenja zopet razprava o regionalni organiziranosti v Sloveniji, ki pa je bistvo te, da se država bo odpovedala določenim zakonskim pristojnostim, ki jih ima na reguliranju državnih določenih inštrumentov,
in tudi občine se morajo odpovedati določenih svojih pristojnosti, da se te naloge prenesejo v skupne regijska središča. In iz tega vidika mi na Muti, tudi številne ostale občine, podpiramo to intenzivno delo. Res pa je treba priznati resnici na ljubo, da vse občine to pa niso navdušene. In poskušamo seveda, bi rekel, z eno kritično maso združevati določene strokovne problematike, tudi kader, ki ga imamo v tem trenutku v Slovenj Gradcu, v Dravogradu, v Radljah, tudi na Muti. Dr. Altenbacherjeva dela v eni od teh dejavnosti, mi dobivamo zdaj, bi rekel, stopnjo sofinanciranja, mislim, da 50%, zdaj pa država zmanjšala stopnjo sofinanciranja, ukolikor ne bomo imeli več kot 3 skupne dejavnosti in za vsako dejavnost dodatno dobimo še 5% sofinanciranja in maksimum tega sofinanciranja strokovnega kadra, kot je gospod Andrej rekel, je 55%. To je catch, to je smisel tega. Kakšno vprašanje? Če ni, potem bi prosil, da to točko zaključimo in da sprejmemo predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave, skrajšan postopek. Kdo je za? Hvala lepa. Soglasno sprejeto in gospodu Erjavcu in gospodu Harniku hvala lepa za tole. Sta zelo hitro končala. Sedaj bi pa prišel na, če mi dovolite, seveda, na naslednjo točko in sicer točko 9, predstavitev poročila o notranji reviziji za leto 2017. Gospa Ločičnikova je predstavnica, direktorica, tudi lastnica, bi rekel, ene od priznanih revizijskih hiš v Sloveniji in upravlja že vrsto let zelo strokovno, poglobljeno analizo poslovanja občine z ravnanjem, z premoženjem, z proračunom in bi prosil, da predstavi v kratkem njeno poročilo o reviziji iz leta 2017. Prosim. Lepo pozdravljeni. Revizijo je sicer vršila Ema Vrtačnik, magistrica poslovnih ved, ker pa je visoko noseča, sem rekla, da bom pa jaz prišla na mesto nje, da poročilo tu predstavim. Glede na to, da vidim, da imate zelo dolg dnevni red, bi jaz zelo na kratko povzela to poročilo, da vam ne bom imela dodatnega časa. Povedala bi to, da k notranji reviziji so zavezani vsi proračunski uporabniki, tako občine kot javni zavodi. Mi imamo pač pri nas delamo 4 državni notranji revizorji, tako da lahko to delo vršimo, ker je potrebno imeti za to delo licenco. Bi pa mogoče rekla, da bom res povzetek dala, mi ugotavljamo, ali je organizacija dela v tem proračunskem uporabniku takšna, da ne prihaja do napak, oziroma če do napak prihaja, da se odkrijejo in pa tudi odpravijo. Pri tem pa potem določimo stopnjo tveganja. Stopnje tveganja so 3, visoka, srednja pa nizka. In tam, kjer je visoka stopnja tveganja, če mi pri kakšni točki zaznamo visoko stopnjo tveganja, mislim, da je to treba posebej izpostaviti, ker v tem primeru je treba takoj pričeti z organizacijskimi spremembami, da se te nedoslednosti odpravijo. Ko mi delamo revizijski načrt vsako leto za proračunskega uporabnika, tam, kjer delamo notranjo revizijo več let, pogledamo, katere proračunske postavke oziroma katera področja smo v preteklih letih gledali, da se ne bi ponavljali, da pač vsako leto poskušamo nekaj drugega preverjati in ta revizijski načrt nam potem tudi vodstvo občine potrdi. Ko smo delali notranjo revizijo za leto 2017, ugotavljamo, da nismo zaznali bistvenih nedoslednosti. Ena stvar je bila taka, ki nas je zmotila, in sicer pri tekočem vzdrževanju stanovanj, da je proračun dosti višji, kot pa je bil realizacija proračuna dosti višja, kot pa je bil sprejet proračun z rebalansom.
povečanje je čez 50%, ampak strokovna služba nam je povedala, da imate čez 100 stanovanj in da so bile posebne zahteve nepredvidene in da niste mogli to vključiti potem v rebalans proračuna, najbrž, da bi to lahko strokovne službe bolj točno pojasnile. Mi se v to sicer ne spuščamo, ugotovili smo pa, da je bila proračunska postavka presežena, to ste pa tudi sami ugotovili, ko ste prijeli zaključni račun proračuna. Drugače pa visoke stopnje tveganja nismo zasledili pri nobenem pregledanem področju, zasledili smo pa po naši oceni srednjo stopnjo tveganja ravno pri tekočem vzdrževanju stanovanj in sicer smo ugotovili, da mogoče se premalo kontrolirajo izstavljene naročilnice izvajalcem. V enem primeru je na primer bila vrednost računa za 14% večja, kot pa je bila vrednost na naročilnici. In pa tam, kjer vi imate pogodbo z komunalnim podjetjem Radlje ob Dravi, javnim komunalnim podjetjem Radlje ob Dravi, da za vas vršijo tehnična strokovna opravila, ko vam izstavljajo račune, priložijo vse račune izvajalcev, ki so storitve upravljali, tam, kjer pa storitve sami upravljajo, smo pa mi nekako zasledili, da manjkajo delovni nalogi, da bi lahko vi po delovnih nalogih ugotovili, če dejansko bila taka količina storitev res upravljena, kot je bila zaračunana, to pa mislim, da se lahko z organizacijo bodoče pač na nek način organizacijo dela spremenite. Bolj podrobno pa ne bi dala tam, kjer nismo imeli pripomb. Hvala. Vesel sem tega poročila. Zlasti ste slišali, da revizijske službe in revizori, pooblaščeni državni revizori presojajo tveganja preko posebnih 3 stopenj in občina Muta ni imela nobeno tovrstno tveganje na visoki ravni. Gospa Lučičnikova opozorila samo 2, ki pa sta, bi rekel, obvladljivi in sta tudi vredni zelo resnega pristopa moje in naše občinske uprave, da ravnamo z zunanjimi dobavitelji, zunanjimi izvajalci, kot je bilo rečeno, zlasti pri obvladovanju stroškov, glede na predračunske vrednosti in da jih obvladujemo, da jih ne presegamo in pa seveda sledljivost dejavnosti tudi našega koncesionarja, javne gospodarske službe, javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi. To so ugotovitve in seveda temu bomo tudi posvetili znotraj občinske uprave ustrezno pozornost. Odpiram razpravo, če je kakšno vprašanje. Gospod Ambrož. Zanimivo. To so zadeve, na katere smo že morda kdaj tudi svetniki opozarjali. Pričakujem, da boste to na občinski upravi v najkrajšem času rešili, pa zadevo aplicirali tudi na ostala področja, ker mislim, da tudi ne vem, če to na celi fronti drži, pa da je napaka samo pri stanovanjskem, pri obnovi stanovanj. Posod, kjer se izdajajo naročilnice, se naj postopa, naj se uvede sistem, ki bo veljal za vse dobave in za vse izvajalce, ki dobivajo denar iz občinskega proračuna. To je moj predlog. Hvala lepa še za to pobudo. Še kakšno vprašanje? Okolikor ne, smo sedaj seznanjeni o predstavitvi tega poročila, ga ne sprejemamo, jemljemo ga na znanje, tudi z ustreznimi odzivnimi ukrepi občinske uprave in mene kot župana. Hvala lepa, gospa Lučičnikova, za opravljeno revizijo. Prehajamo na naslednjo točko in sicer 8. sprejem predloga cene izvajanja storitev 24-urne dežurne pogrebne službe. Med nami je tudi direktor javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi, gospod magister Gregor Ficko. In dokler da se prepravi, da bo pojasno, potrebno je seveda povedati uvodoma, da je Državni zbor pred nekaj meseci sprejel poseben zakon o pogrebni dejavnosti in eden od teh določil je pa seveda tudi zagotovitev 24-urne dežurne pogrebne službe. Sami veste, da te dogodki lahko nas tudi presenetijo, največ na področju nesreč, prometnih nesreč, raznih nevarnih dogodkov v industriji, pa tudi seveda hitrih
žal smrti naših občanov in zato smo v zadnjem letu dni, verjetno veste, tudi intenzivno vlagali v opremo, tehnično opremo naši Vežici na pokopališču Muta, ampak seveda vsem tem je pa povezana tudi celotna organiziranost 24-urne pogrebne službe in prosim magister Ficko, da na kratkem predstavite občinsko. Hvala lepa, gospod Čupan, za besedo, lep pozdrav tudi vsem ostalim. Torej, kot je že bilo rečeno, mi smo se celo leto ukvarjali zaradi v letu 2016 sprejetega zakona o izvajanju pogrebne in pokopališke službe, najprej z odlokom o izvajanju pogrebne in pokopališke službe v občini Muta, ki smo ga sprejeli v letošnjem letu spomladi. Jaz sem takrat napovedal, da je vlada sprejela na začetku letošnjega leta tudi uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, namreč prišlo je zaradi nekaterih anomalij v preteklosti do reorganizacije oziroma do strani države, bom rekel, zavezujoče definicije, kaj je izvajanje 24-urne dežurne službe na področju pogrebne dejavnosti, predvsem zaradi določenih anomalij in nepravilnosti, ki so se dogajale v preteklosti. Država je torej izvajanje osnovnih storitev pogrebne službe opredelila kot javno gospodarsko službo, kar prej ni bilo, in seveda zavezala lokalno samoupravo, da to uredi skozi torej, občinske odloke, kot je bilo rečeno, in seveda zavezala tudi lokalno samoupravo, da sprejme temu ustrezno cenovno politiko, za katero pa je država v bistvu sprejela zelo natančne predpise. Torej, uredba o metodologiji za oblikovanje cen natančno predpisuje formo, vsebino izdelave tega elaborata, ki ga imate vi danes tukaj na mizi, in dejstvo je, da se sedaj poleg oskrbe s pitno vodo, poleg odvajanja in čiščenja odpadnih voda in pa seveda dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki kot javna gospodarska služba sedaj šteje tudi 24-urna pogrebna služba. Kaj to je 24-urna pogrebna služba? Najprej, da razčistimo. Gre za osnovne dejavnosti, ki jih v bistvu predpisuje zakon, in sicer zakon je zelo natančno, torej zakonodajalec je tukaj zelo pikolovsko držal usmeritev oziroma smernic, ki jih je predpisal, določuje pogrebno opremo, ki zajema torej, polivinilasto vrečo, potem določuje storitve, ki spadajo v koncept 24-urne dežurne pogrebne službe, kamor spadajo polaganje pokojnika v krsto, prenosi, prevzemi, potem spremstvo in pa uporaba transportne krste in hladilnice in pa tretji sklop, ki tvori cena, to so stroški prevoza. Mi smo naredili eno analizo sedaj veljavne cene, ki bo po našem predlogu veljala do konca letošnjega leta, in pa nove cene, in smo sedaj dejansko po torej novi kalkulaciji v bistvu ceno znižali za dobrih 28 evrov neto. Sedaj veljavna cena stroška je 192,80 evra teh osnovnih storitev, medtem ko po sprejetju elaborata bo cena znašala 164,63 evra. V čem je razlika? Do minimalne razlike je najprej prišlo pri storitveni dejavnosti, kjer se je vrednost teh storitev, o katerih sem prej govoril, znižala za dobrih 5 evrov. Največja razlika oziroma znižanje cene se pa zgodilo na prevozni storitve, in sicer zakaj? Prej se je v obračunu obračunaval torej povprečni pavšal 50 kilometrov. Mi smo imeli namreč v teh stroških prevoza zajeti tudi torej prevoz torej na katerikoli lokaciji, ki ga pač stranka, ki je urejala pogrebno storitev, zahtevala. Zdaj pa je država dejansko definirala tako imenovani prvi prevoz, ki je v bistvu prevoz od kraja smrti do hladilnice, in dejansko se ta prevoz obračunava pavšalno. Zdaj, kaj je kraj smrti? To so lahko v našem primeru javnega komunalnega podjetja 3 lokacije.
Ena je seveda lokacija na domu, ne, se pravi, ljudje bodo umirali doma. Potem je lokacija v bolnišnicah. Mi imamo v tej kalkulaciji predvideno torej bolnišnica Maribor in pa bolnišnica Slovenj Gradec. In pa seveda v primeru kakršnihkoli nesreč, ki se seveda tudi dogajajo v življenju, je pa seveda organiziran prevoz do bolnišnice. In to storitev, torej ta osnovna prevozna kalkulacija torej zajema. Tako da mi smo imeli prej prevozne stroške vrednotene v višini 50 evrov, torej rekel sem 50 kilometrov. Danes je ta vrednost pavšalna, 27 evrov, tako da v bistvu gre tukaj za prihranek, vse skupaj torej nižja storitev za cirka 27 evrov. Naš predlog je, da cena začne veljati s 1.1.2019. Zakaj? Zato, ker v bistvu bi s to kalkulativno osnovo mi tudi, torej bliža se konec leta, mi že pripravljamo torej osnove za pripravo poslovnega načrta za leto 2019, ki ga bo predvidoma, torej zdaj že tradicionalna skupščina sprejemala v začetku decembra. In z 1.1. bi potem tudi s poslovnim načrtom predvideli te nove kalkulativne osnove kot take. Zdaj, kar se tiče samega analiziranja vrednosti, je postopek isti, kot je v bistvu torej pri vseh ostalih dejavnostih javne gospodarske službe. Mi bomo seveda, tako kot ste tudi navajeni tukaj na občinskih svetih, torej elaborat zajema iste kalkulativne osnove za vseh 5 občin, ki jih pokriva naše komunalno podjetje, torej Muta, Vuzenica, torej na Vuzenici smo sprejeli pred 1 uro ta elaborat, Radlep, Dravi, Ribnica na Pohorju in pa Podvelka. Mi bomo seveda vsako leto v sklopu torej poslovnega poročila za tekoče leto analizirali dejansko stanje in seveda v primeru 10% prekoračitve, torej ali v plus ali v minus, se bo cena popravljala, drugače bo cena ostala takšna, kot je. Zdaj v elaboratu imate zelo natančno torej opredeljene vse te stroške, tabela 2, verjetno ste pogledali, torej ta statistika zadnjega leta nam je tukaj dana, tako da lahko zelo natančno pogledate, kako smo te cene prišli. In zaključil bi s tem, da smo v bistvu tukaj zelo sodelovali oziroma smo seveda pogledali, kaj se dogaja tudi v ostalih 3 podjetij, torej javnih podjetij, ki se na Koroški regiji ukvarjajo z pogrebno dejavnostjo in nekako smernice, torej najprej delnega minimalnega znižanja cene gredo v vseh občinah in tudi nekje kalkulativne osnove oziroma izhodišča, po katerih smo pripravili, te cene so si dokaj podobne, niso sicer cene čisto enake, ker tudi ne morejo biti, vendar so izhodišča dosti podobna za vse 4 komunale, razen za Slovenj Graško, ker je toliko večja, ampak za te 3 manjše pa je. Tako da, evo, župan, tu bi jaz zaključil ta moj del oziroma poročilo, če pa kakšno vprašanje pa... Odpiram razpravo, kakšno vprašanje, mislim, da je bilo zelo nazorno predstavljen gospod Kasper. Hvala za besedo. Jaz sem zadovoljen, da se je ta cena znižala, moti me pa samo ena druga zadeva. Zanima me, mi vemo vsi, da imate javno komunalno podjetje, skladišče in vso zadevo pri nas in hladilnica. Kaj za to občina Muta ima boljšega ali cenejšega ali kaj se mu nudi pri sami storitvi te cene? Vidimo, da imajo ceno, imamo pa vsi enako, vse občine. Glede, zdaj, mi smo postavili hladilnico v letošnjem letu v Mrliški vezici pokopališča Muta Vuzenica, zato ker je tam to že bilo predvideno v preteklosti. Tam je tudi edina logistična možnost bila to hladilnico postaviti in prostor, ki smo ga seveda uporabili, je bil edini primern tam, te hladilnice ne morete postaviti kjerkoli. Drugo pa je seveda, da je logistični, gledali smo tudi, da je nekako logistični pristop za vseh 5 občin nekako enakovreden, bolj ali manj za vse. Dobro, Ribnica zdaj nekako odstopa, ker je više, ampak ne glede na to. Zdaj, mislim, da sem jaz povedal v letošnjem letu na obravnavi poročila, kjer je v bistvu del dobička, ki ga je družba ustvarila v poslovnem letu 2017,
skupščina družbenikov namenila za izvedbo torej nabavo te opreme. Ne. Gre za delno obnovo prostora oziroma za beljenje, bilo je treba položiti torej del keramike in pa kupila se ta oprema, tako da so v bistvu vse občine na svojo velikost participirale glede na delež, ki so ga imele v tem, ga imajo v tem podjetju, dobiček bi si na koncu lahko izplačali, pa si ga niso v tisti višini, tako da pravzaprav, jaz mislim, da je bilo tukaj, vsaj kar se mene tiče, seveda debata pa je tu lahko različna, ali pa pogledi različno, je bilo v bistvu dosti nekorektno, če bi zdaj enemu dali nekaj več, enemu manj. Lokacija, ki jo mi pokrivamo območno, je v bistvu dosti strnjena in v bistvu kalkulacije so pokazale, da nimamo v bistvu nekega prihodka več na eni strani, odhodka manj na drugi strani, ampak da je tista cena, s katere smo izhajali, pravična za vseh 5 občin in do vseh prebivalcev, ki jih pač mi pokrivamo. Dobro, hvala lepa. Še kakšno vprašanje, gospod Milan Štramec? Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz sem se pač malo poigral s temi številkami, ki mi to malo bolj leži. In kljub temu, da ste prej omenili znižanje transportnih stroškov vsem tja, me v tabeli 2.2 moti ta neposredni strošek pod zaporedno številko 1.4, strošek dela, ki je 15.672. Iz te tabele, ki ste nam jo dali, oziroma veljavnega cenika, je sedaj za 2 uri zneslo ta strošek dela 33,94 in če pomnožim krat 155 pogrebov, je ta strošek 5000 pa neki. Če dodam strošek polaganja pokojnika v krsto, mi ta strošek znaša 11.625. Zanima me, odkot je ta znesek neposredni strošek dela, kako se je to izračunalo, to me najbolj zanima. Hvala. Glejte, zelo enostavno. Mi imamo na pogrebni dejavnosti 4 ljudi, ki se seveda izmenjujejo v svoji dejavnosti. To je ena stvar. Druga stvar je ta, da je v bistvu sindikalna pogodba izvajanja komunalnih dejavnosti delavcem, ki delajo na pogrebne dejavnosti po celotni državi, določila boniteto dodatka, ki ga imajo pravica in na izvajanje dežurstev, na izvajanje pripravnosti in seveda stroški, ki so tukaj predvideni, so predvideni za 4 delavce. Mi ne moremo pogrebne službe izvajati z 2 delavcema, ker je to praktično nemogoče. Ne? Se pravi, so tukaj dopusti, so bolniške in strošek, ki je v bistvu zbir ur, plačil, ki jih ti 4 delavci na pogrebne dejavnosti dobijo in je v bistvu kontiran v salda konti, ki pokrivajo stroške dela na izvajanje pogrebne službe. Tako da te številka je taka, kot je, vzeta iz sistema in tu je ne morem ne nižati, ne morem ne vižati, ker delavce moram plačati tisto, kar me kolektivna pogodba komunalne dejavnosti zavezuje. Tako da 15 000 evrov za 4 ljudi na leto, če bomo šla pa drugače postaviti vprašanje, pa bomo šla računati njihovo plačo za to delo, ki ga delajo, recimo bom zelo grobo bom rekel, da pobirajo ostanke trupel pri samomorih, ki se recimo dogajajo, pa jaz ne bi to tako trdo gledal, ker zelo težko dobimo pogrebnike, veste, gospod Stranec, ni popraševanje okrog tega. Hvala lepa. Toliko samo. Ja, prosim. Jaz mislim, da mi sedaj sprejemamo elaborat v 24-urni službi. Mi ne sprejemamo delom teh delavcev, ki upravljajo to službo. Lepo je napisano, da je to za 2 delavca. Ostali 4, ko delajo to, itak so obračunani v svoje delo. Ne smemo mi pozabiti, da smo pred leti sprejemali tudi povišanje cene za najemnike grobov. In da smo tam imeli določene število. Mi sedaj sprejemamo samo, koliko je meni to znano, dodatno 24-urno službo. Vse ostalo, ki so delavci zaposleni po svojih kolektivnih pogodbah na tistih delovnih mestih. Danes sprejemamo samo dodatno delo, dodatno pripravljenost, ne pa ostala dela, ki jih upravljajo v okviru svojih kolektivnih pogodb. Zato se mi ta strošek zdi previsok.
Hvala za to še dodatno pojasnilo. Ja, gledajte, pokopališka dejavnost je nekaj drugega, kot je pogrebna dejavnost. Teh dveh dejavnosti ne moremo mešati. Eno je izvajanje pogrebne službe, ena je pa pokopališka dejavnost. To sta dve ločeni zadevi in tudi pri obračunu, pri računovodskem izkazu, pri letnem poročilu sta te dve dejavnosti ločeni. 4 ljudje delajo na pogrebni službi in strošek teh ljudi, ki jih imam jaz z njimi za plačo, je takšen. Jaz ga ne morem neumetno znižati in neumetno zvišati. Kalkulacija je prikazana pošteno, če kdo dvomi, lahko naredi revizijo izvajanja pogrebne službe, so mu vrata odprte, ni dobenega problema proti tega. Nimamo dobenega namena, da bi tu ceno nategovali, mi smo ceno znižali, smo jo tudi objektivno prikazali, nismo jo za malo znižali, dobeni nima želje služiti na pogrebni dejavnosti, vendar ljudje, ki delajo ta posel, ki je krvavo zaslužen denar, bi pa res prosil, no, en pogrebnik me gre stran, pa lahko za kakšen teden ali pa 2 zaprem, brata dol. Gospod Štranec, toliko samo. Zastopim. Ne, mešate jake in pakruški. Mi se danes smo pogovarjali o dodatki 14 pogrebni službi, ne pa osnovni dejavnosti. Dajte, jaz nimam več na to kaj dodati. No, jaz Hvala lepa. Je še kakšno vprašanje, gospod Franc Hamner? Zdaj, jaz mislim, da oba moja razpravljavca, kot direktor, kot Milan Stramec, imata po svoje prav. Samo ne želimo se v tem pogovarjati, ne. Nimamo niti časa ali pa nismo dosti neznanje, ampak vsakemu dam po svoje prav, ampak če bi se pa kdo še poglobil, pa bi verjetno najdli nekaj skupnega, da bi to zadevo rešili. Ampak če ni želje, če ni volje, pač ne bo šlo. Jaz bi sam vprašal, ker tule tudi v tej tabeli 2.2 piše amortizacija opreme hladilnica 2000 znesek pa 12,90. Zdaj, v tej tabeli, ki je veljavna cenik 18, pa piše uporaba hladilnice 27,40. A sta te dve številki primerljivi ali nista? Glejte, eno so neposredni stroški, posredni in neposredni stroški, ki se pač seštejejo in se potem delijo za ceno na enoto pogreba, ki ga mi v nekem letu opravimo, število pogrebov. Amortizacija je vezana sedaj na uporabo oziroma na novo opremo in se bo seveda skozi vsako leto zniževala. Pač zdaj v začetku, ko je oprema nova, je ta amortizacijski strošek najvišji, potem bo pa ta zadeva pač začela postopni amortizacijski, ki velja za to vrstno opremo, se zniževati. Tako da, kar se tiče same postavke v kalkulaciji, zelo natančno opredeljuje, kaj so te 4 sklopi, jih imate tukaj v tabeli 3, na strani 7, in seveda iz vseh teh kontov, ki smo vam jih mi prikazali v tabeli 2, mi potem naredimo zbir cene in ga pač z nekim povprečnim številom pogrebom delimo. In to je to. Ta številka se bo lahko spreminjala. Ampak jaz ne verjamem, da se bo spreminjala kot uredba o določenju cen javne gospodarske službe za več kot 10%. Tega ne pričakujem, ker se nam v zadnjih 4 letih, vsaj kar sem jaz tukaj, na komunali ni spremenila ena cena. Ne na vodi, ne na odvajanju čiščenja, razen to, kar je bila posledica izgradnje nove infrastrukture. Tako da jaz verjamem, da ceno, ki smo jo postavili, je realna, je korektna, vkolikor se bo pa izkazalo, da je previsoka ali pa tudi prenizka, nas pa uredba zavezuje, da pridemo pred lokalno samoupravo in zahtevamo korekturo te cene. Še to bi povedal, uredba zelo jasno pravi, da se sprememba cene, vkolikor prihaja do diskrepance, odstopa navzgor ali navzdol, mora potrditi. To ni politična odločitev, to je ekonomska odločitev. In že iz tega vidika nimamo dobenega interesa, da bi nastavljali ceno, ki bi po eni strani oškodovala občane, morate pa razumeti, da tudi ne nastavljamo cene, na podlagi kateri bi mi imeli nek manjko zaradi tega. Ker potem bo spet seveda debata, zakaj izkazujemo določene odstopanja na skupnem rezultatu. Dobro, jaz še vedno ne vem, ko sem dal vprašanje, so te dve postavki primerljivi ali nista. Samo to, da ali ne. Nista primerljivi. Vi ste dal neko obrazložitev, kar je tudi smiselno, ampak postavka me zanima. Tule je 12,90, tule je 27,40. Če jo zaokrožimo tu na 30, pa 100 pogrebov, je to že 3,000, vi pa imate tu strošek 2,000, ne? Ne vem, če jaz prav razmišljam.
Tako da na enoto... Tukaj v uporabi hladilnice imate uporabo, se pravi stroške uporabe hladilnice, imate amortizacijo, ne, torej imamo... To hladilnico je treba amortizirati in vi ste predvideli, da bo za to 27,40 potrebno na enoto. Zdaj, če pa to pomnožimo s pogrebi, ki so verjetno tu nekje številke vrtijo, ja, in tako naprej. Zdaj, pač pravim, vi ste pač to kalkulacijo naredili po vaših podatkih, zdaj, prej ste že omenil, direktor, da so vse občine participirale pri tej hladilnici, so jo zgradile, zdaj vi niste imeli nobenega stroška, samo amortizacijo kalkulirate v ceno. Ja, se mi nismo mi v strošek gradili dobavo hladilnice. Ne, amortizacija bo pa šla verjetno za vzdrževanje te hladilnice, za popravilo, zato, ker je to naše osnovno sredstvo zdaj le postavljeno. Ja, ampak, okej. Ja. Taki so računovodski standardi. Jaz pač mislim, ste rekel, čez čas, oziroma bote naslednja kalkulacija, če se bo ugotovilo, da bo 10% razhajanje, bote znižal, ne? Ker strankam je ta strošek tudi znižan, ko ste ga predlagal 184, 180, visoko verjetno, ne? Tako da to je treba vedeti. Mi smo zdaj znižali iz, samo sekundo. Ja, iz 192 na 164. 192, 80 na 164,63. Ja, in okej. Mi imamo, vi ste, katero ceno ste prej rekel, še mi lahko enkrat poveste, kaj ste primerjali? Ker enostavno najdem tega, o čem vi govorite. Cenik 2,18 ste omenili in tam je uporabila hladilnice. To je strošek ste ceno na... V ta strošek smo mi dali noter amortizacija, čiščenje, vse, kar se tiče manipuliranja z to hladilnico. Mislim, je treba tudi z opremo delati. Tu noter je tudi elektrika, je vse noter zajeto. Prav, direktor, spretno znate obrazložiti, čestitam. Jaz bi vam moral mojo računovodkino pripeljati, ker je ona delala kalkulacijo. Samo pa mi pa zelo dosti se dela okrog tega skupaj. Ona ima številke, vi pa poznate vsebino, kaj je kje in prav je, okej. Dobro, to bo treba... Ne zgubljamo, prosim, ne zgubljamo energije in časa, obomba je bila čisto na mesto gospoda Štrameca in gospoda Hammerja. Skupščina je tisti organ in inštitucija, ki je dolžna to zadevo spremljati, da treba narediti tudi po kalkulacijo. Mi smo rekli, da začenjamo z letom 2019 in verjemte mi, župani bodo zagotovo tudi na tem področju, na tem strošku deli nad obvladovanjem. Korak je bil narediti, da so se znižali te stroški, če bo prišlo do anomalij in sprememb, kar sta bila opozorila, da bomo zagotovo ustrajali pri racionalizaciji teh stroškov, da ne bomo naše občane s tem opredeljevali. Da pa ne bi zdaj tople vode odkrivali za 2 evra gor ali 2 evra dol, se pa strinjam z direktorjem, to je eno najtežjih tudi za človeka, ki dela na tem področju, je eno najbolj stresnih del. In tukaj imamo kalkulacijo 25 000 evrov na letni ravni z obvezno službo 24-urnega dežuranja na tem področju. Prosim, da imamo eno... Ne, ampak že smo prišli na znižanje v prvem... Tako je, že korak naprej. Čestitam, da je niže. Ker sem pri besedi, pa direktor bo še tu bi sam ga, če lahko nakratko potem pove, ko bomo to sprejeli, poslovni rezultat za leto 2018, kako predvideva, pa stranke občanim in tudi na pokopališču, saj Muta Vozenica, ko se kosi, zdaj pač ne bojo morali še za nitko nekako pokositi, okrog grobov tesno, pa tak naprej, ne se zgovarjati, so določeni bili, ko so imeli neke nameščene, tam se res ni dalo z kosilnico, ampak za nitko pa verjetno gre ponekod, tako da to ljudje tudi želijo, da se to upošteva, ker se tudi plačuje verjetno v tej ceni. Hvala za to pripombo po tej pogledu. Je še kakšno vprašanje? Zanima me samo stroška prevoza na upepelitev. Je to zajeto tu zraven, ali je to posebej strošek? To je posebej strošek. Kakšen strošek je to, bote moč podatek? Nimam zdaj, to je bomo pogledati. Je pa res, da če je primer v Mariboru, je pravzaprav samo prevoz iz bolnišnice do
Dobrave, krematorija. tam, kjer je pa nazaj. Tu večje diskrepance prihajajo, če prihajajo do Slovenjgradca. Tam nekje pošalo, da boš pokrenil. Ja, tako je. Hvala. Še kakšno vprašanje? Potem bi z temi pripombami, ki so bile dana, vendarle zapisal, da smo kot skupščina pozorni tudi v leto, ko bomo obratovali z novim režimom, spremljamo ta strošek, ampak jaz verjamem, da so službe na javnem komunalnem podjetju naredile korektni izračun, že itak je tole približno 14% nižji strošek, ampak vendarle vsak evro je za ljudi, ki so prizadeti in imajo dodatne stroške ob smrti svojih bližnjih, še dodatno hendikepirani in zato je potrebno seveda bdeti nad tem kalkulacijo. Predlagam, da ta odlok oziroma predlog cene izvajanja storitev 24-urne dežurne pogrebne službe tudi sprejmemo. Kdo je za, prosim, z dvigom rok? 5 za, 6 za, kdo je proti? 2 sta proti in odlok oziroma cena je sprejeta. Hvala lepa. Mogoče še samo na to vprašanje, kaj gospod Hamler dal glede poslovanja. Ja. Glejte, jaz lahko rečem, da smo trenutno poslujemo v skladu z planom oziroma celo nad planom, ker smo letos izredno zasedeni. Moram reči, da pravzaprav, kar se tiče zmogljivosti, ki jih imamo, delujemo na robu. Drug problem, ki ga pa imamo, je pa ta, da ne dobimo ustrezne delovne sile, ta trenutek. Tako da je zelo težko reševati, oziroma tu je zdaj največji problem ne reševanje tehničnih vprašanj, kakršnikoli drugih, ampak vprašanje kadrovske problematike. In to je res velik problem, ni vodovodarjev, ni delavcev, ki bi bili primerni ali pa ustrezni in ki bi sploh želeli delati recimo na sektorju ravnanja z odpadki, o pogrebni dejavnosti sploh da ne govorim. Tako da, kar se tega tiče, tukaj imamo velike težave in vendar jih še zaenkrat prevladujemo. Po eni strani tudi pričakujem, glede na situacijo, da se bo drugo leto ta intenziteta znižala glede na stanje, tako da letošnje leto, če bomo preveslali v taki ekipi, kot smo, bom jaz osebno zelo zadovoljen. Hvala lepa, ker imamo vse občinskega sveta in... Jaz bi se v svojem imenu tudi določenih drugih občanov zahvalil direktorju sploh te pogrebne službe in tem ljudem, ki so tam na nivoju, vedno je vse po PS-u, bom rekel, tako da prosim, da jih tudi poskušati nekako nagraditi, ker to so res posebna dela in takrat tudi ljudje, ko rabijo njihove usluge, so v glavnem zadovoljni in naj še tako nadaljujem. Hvala lepa, zaključujem 8. točko in preidemo na obravnavo sprejema odloka o porabi proračunske rezerve. Prosim, gospa Urnatova, v kratkem pojasnilu v zvezi z tem. Ja. Lep pozdrav vsem, na kratko bi sam obrazložila odlok. Pravno podlago najdemo v 15. členu statuta občine Muta in 49. členu zakona o javnih financah. Gre pa za vsakoletno odobritev uporabe proračunske rezerve. V letošnjem letu bi se namenila za sanacijo plazu v Prevolovem jarku. To je na cesti oziroma javni poti 774-141 na relaciji Sveti Primož Prevolov Jarek, s čim se dela, ki se bojo tam odpravljajo zaradi posledic neurja še iz leta 2014 in manjši del tudi za sanacijo posameznih odsekov občinskih cest po vetrolomu, ki smo ga imeli v decembru 2017 in se plačuje v letošnjem letu. Oblikovana rezerva je v višini 1,5 prejemkov proračuna iz naslova letošnje predpisane primerne porabe, to znaša 31.106,34 evra, kar imamo sprejeto tudi v rebalansu proračuna. Celotno rezervo, ki pa bi jo s tem odlokom porabili, bi pa porabili še ostanke neporabljenih sredstev iz leta 2016 v višini 1142 evrov in 0,44 evrov iz leta 2017. Odpravljajo se posledice neurja z sprejetim takim odlokom,
imamo pa možnost tudi povračila, delnega povračila sredstev strani državnega proračuna v višini 17 000 evrov. Potrebno je povedati, da imamo proračunsko rezervo in da jo res strogo namensko uporabljamo za najnujnejše tovrstne zadeve, kar je bilo tudi to rečeno. Odpiram razpravo k tej točki. Če ni, potem bi prosil spoštovane svetnike, da sprejmem odlok o porabi proračunske rezerve skrajšan postopek v letu 2018. Kdo je za? Soglasno sprejet. Hvala lepa. Pridemo na naslednji odlok in sicer zelo kratek je sprejem predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej. Skrajšan postopek, prosim direktorica za kratko pojasnilo. Leta 2012 so občine Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Radlje, Ravne, Slovenj Gradec in Muta sprejele odlok o ustanovitvi Koroškega pokrajinskega muzeja. Preostale koroške občine, med njimi tudi Mislinja, pa so svoje ustanoviteljske pravice prenesle na mestno občino Slovenj Gradec. V letošnjem letu spomladi občina Mislinja sprejela novo odločitev, da bi prevzela nazaj te svoje ustanoviteljske pravice, o čemer je tudi odločal oziroma se posvetoval in dal pozitivno mnenje svet ustanoviteljev, ki ga predstavljajo župani in predstavniki delavcev ter zainteresirane javnosti. Glede na to pa je potrebno sprejeti spremembe in dopolnitve odloka, s tem pa občina Mislinja prevzame tudi svoj sorazmerni finančni del in pa dobi svojega predstavnika v svetu zavoda. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Kolikor je ni, potem predlagam sprejem predloga odloka o spremembah in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej v skrajšanem postopku. Kdo je za? Hvala lepa. Soglasno sprejet odlok in pa na naslednjo točko 10. Predstavitev poročila nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa proračuna za leto 2017. In prosim predsednika nadzornega odbora v zelo kratkem jedrnatem delu bistvene stvari, tako da imamo mogoče še vprašanja, pobude članov sveta, ker ste, bi rekel, intenzivno in kvalitetno upravili tudi ta nadzor okrog delovanja proračuna za leto 2017 strani nadzornega odbora. Prosim, gospod Kočivnik. Hvala za besedo, vsem en lep pozdrav. Potrudil se bom, da bom čim bolj kratek, pa tako na nadzorni odbor je na svoji 4. seji podal končno poročilo o upravljanju nadzora nad zaključnim računom občine za leto 2017. In v okviru ciljev, namena in obsega upravljenega nadzora nadzorni odbor ni ugotovil kršitev poslovanja občine Mute v letu 2017. Zaključni račun je pregleden in omogoča celovit pregled porabe proračunskih sredstev tako po posameznih uporabnikih proračuna, kot tudi po posameznih področjih proračunske porabe. Struktura dokumentov je v skladu s predpisi in nadzorni odbor nanj tudi ni imel nobenih pripomb. Omogočajo pa doseganje ciljev in rezultatov poslovanja. Da bi bilo čim bolj na kratko, smo pregledali vi ste vse te podatke že večkrat obdelovali, predelovali, jih sprejemali, kajti sprejeli ste proračun za leto 2017, potem bili ste seznanjeni z polletnim poročilom za leto 2017 in kako tudi z rebalansom za leto 2017. Mi smo pregledali le naključne izbrane postavke, kontne kartice, naključno izbrane račune, pregledali pa smo dejansko vse delno od prihodkov, od političnega sistema, ekonomske in fiskalne administracije, skupne administrativne službe, lokalno samoupravo, potem obrambo in ukrepi ob izrednih dogodkih,
notranje zadeve in varnost, trg dela in delovne pogoje, kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, promet in prometna infrastruktura, gospodarstvo, varovanje okolja in naravne dediščine. Zelo pomembni sklop je bil tudi prostorsko planiranje in stanovanjsko-komunalna dejavnost. Saj tu gre predvsem za oskrbo za pitno vodo v porečju reke Drave, kako tudi komunalno opremljenost stanovanjskega naselja na Zgornji Muti. Potem zdravstveno varstvo, kultura, šport in nevladne organizacije, izobraževanje, socialno varstvo, servisiranje javnega dolga in intervencijski programi in obveznosti. Pri vseh teh postavkah smo nekaj dejansko pregledali, račune, dejansko se vsi računi ujemajo z knjiženimi postavkami, tako da dejansko nismo imeli nobenih, kaj bi rekel, nasprotij. In smo ugotovili, da je v grobem smislu, to se pravi, da je vsa ta dokumentacija, ki jo imamo, ki smo si jo pridobili, dejansko predstavlja tiste dokumente, s katerimi je tudi bila dejansko realizirana ta vaš proračun oziroma proračun za rebalanso. Nadzorni odbor resnično nima pripomb, kajti ugotovili smo, da so bili dokumenti in vse skupaj v skladu s predpisi, pa da je še posebej ta občinska finančna služba zelo se potrudila in nam tudi dala pravilne podatke, s katere pravilnost pa smo izkazovali mi. Glede vsega tega mi nimam pripomb, je pa mogoče zaradi tega spet podano tisto priporočilo, kot je vsako leto, da bi se mogoče več sredstev namenilo za kmetijstvo, pa za razvoj podeželja, pa da bi več dela imeli naši domači izvajalci gradbenih in drugih storitev. Sicer je pa bilo vse v redu, tako da nadzorni odbor ugotavlja, da je občina z majhnimi prihodki gospodarila zelo uspešno in da se je v letu 2017 precej naredilo v dobro in korist občanov. Jaz ekstra več ne bi glede tega poudarjal, zdaj pa nadzorni odbor je še marsikaj pregledal in to je upravil tudi nadzor nad zaključenimi investicijami v letu 2017, pri tem izpostavil avtobusno postajo Zgornja Muta in amfiteatr Zgornja Muta. Pregledali smo vso dokumentacijo, tako da tisto poročilo je zajeto posebej, potem smo poročilo upravljen nadzor nad javnim zavodom, kjer smo izbrali knjižnico Radlje ob Dravi in našo enoto, potem pa še promet z nepremičnim in premičnim premoženjem. To je dejansko bilo naše delo zdaj v letošnjem letu, tako da posamezne, rečemo, obrazložitve pa so lahko posredujeme. Hvala lepa predsedniku, odpiram razpravo. Postavite vprašanje predsedniku, če imate v zvezi z njegovim izvajanjem. Prosim, gospod Sandi Ambrož ima prvi vprašanje. Jaz sem vesel za temeljito delo, bi pa gospod Kočivnik, ko navajate predloge, kaj bi bilo fajn, pa kaj ne bi bilo fajn, prej da povete, kar so vam drugi naročili, ali kdo je to rekel,
le preberite res vse razpise pa dokumente, tako ste rekli, da ste dali vse papirje skozi. Če bi vi pogledali za lansko leto, je bilo precej denarja namenjenega za razpis za kmetijstvo, pa ga nismo uspeli razdeliti, ker se niso prijavili v takem številu. Letos tudi če razpis ni končan, tako da prosim lepo za strokovno razlago, ne pa za predvolilne zadeve. No, pogledajte, denarja za kmetijstvo je na nivoju občine zelo malo. Morate vedeti, da en, ko začne malo nekaj bolj gospodariti, da pod 50 do 100 tisoč ni nič. Glejte, še enkrat niste me razumeli. Ne govorite, da največ namenimo zato, ker še tega nismo uspeli razdeliti, kar smo namenili. Najprej se naj ljudje prijavljajo, da bomo uspeli ta denar razdeliti, potem bomo pa verjetno sprejeli sklep pa namenili tudi več. Hvala lepa. Mislim, kak se naj prijavi, če želi več, kot je pa vseh sredstva, ne? Če pa nismo uspeli razdeliti niti tega, kak naj več razpišemo? On se ne bo prijavil, če rabi 100 tisoč, ne bo se prijavil na 15 tisoč. Za 100 tisoč naj pa gre na banko. Hvala lepa. Odpiram naprej. Ima kdo kakšno vprašanje? Gospod Hamler, prosim. Dajte mikrofon. Pozdravil bi delo nadzornega odbora. Sicer jaz mogoče razumel to debato med Ambrožem pa Kočivnikom tako, da za določene postavke, na določenih postavkah so premali zneski. Na tistih postavkah ni dovolj sredstev, to je bila poanta, tudi jaz sem dobil taka namigovanja. Res pa, da se ni vse denar razdelil iz drugih postavk. Na določenih postavkah se je in ga je bilo premalo, na določenih je pač ostal, ker to so posebne postavke za posebne namene, za posebne smeri, za posebne materiale in tako naprej. In je treba to znotraj ta denar drugače prerazporediti. To bi predlagal, pa mislim, da je to smiselno. Če se iz leta v leto, kot jaz tudi spremljam, vidim, se določene ne porabijo in je treba pač spremeniti v namenu. Sicer pa, kolega Kočivnik, imate smolo, da imate vedno poročilo takrat, ko notranja revizija Lores tudi upravlja. In ona je tu na eni strani svoji 4 napisala, da so bila neka srednja tveganja. Vi jih niste niti zaznali, nikjer ne omenjate o tem, tako da, vem, pač niste se mogoče v takih področjih spuščali, ampak prav je, da tudi takrat, ko pridete poročati, se na to poročilo notranje revizije tudi preberete, pa si jo pogledate, da boste lahko naslednjič na ta vprašanja, ki jih je ta notranja revizija ugotovila, tudi vi se pogledali in boste ali to demantirali, ali boste povedali, je tako, ker neki odstopanja so, tako da ne smemo reči, da ni čisto kaj, ampak jaz vem, kdor greši, dela, veliko je del, ogromno je teh računov in tako naprej, ljudje so obremenjeni in verjetno ne more vse ne leti zdaj na koga, da bi rekel, da kdo dela nasprotju zakonom, da namerno kaj krši in tako naprej. Ne, ampak ugotavljamo pa samo, da niso vse zadeve tako pregledane ali pa prekontrolirane, kot bi naj bile ali pa morali biti. Tako da to je dobro namerno, ni to nobena kritika ali pa žalitev in ne to tako jemati, ampak nadzornemu odboru pa priporočilo, tako kot ste vi dali, priporočilo je moje, da si prej take zadeve sorodne preberete in lahko potem v okviru teh tudi svoja poročila dopolnite ali pa pripravite. Hvala lepa. Še kakšno razprava k tej točki? Če ne, zaključujem to točko. Bila je predstavljeno delo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa proračuna za leto 2017. Vesel sem tega. Sami veste, da je bilo veliko polemike pred 4 leti o imenovanju nadzornega odbora, veliko pritiskov, veliko neki nezaupanj. Nadzorni odbor je takrat iz tistega opozicijskega dela bil imenovan in vesel sem, da je bil iz opozicijskega dela imenovan,
ampak jaz ne vidim gospoda Kočivnika kot nasprotnika dela občine ali pa župana občinskega sveta ali pa občinske uprave, ampak so upravili to zadevo profesionalno v okviru svojih strokovnih znanj in kompetenc. Hvala lepa in s temi priporočili in s temi upozorili, ki so bile tukaj. Pridemo na naslednjo točko, 11. predstavitev poletnega poročila občine Muta. Prosim, Irena Urnot, da v kratkem predstaviš, bi rekel, sicer en zelo suhoparen, ampak po vsebini necelovit dokument, zato ker iz, bi rekel, investicijskih del, mi smo ravno imeli resne razprave v občinski upravi, od januarja do junija je, bi rekel, zelo malo intenzivnosti na področju proračunske porabe in so tudi nekatere številke izredno nizke, so pa zdaj čisto drugačne in se približujemo praktično 100% realizaciji proračuna za leto 2018, ampak polletno poročilo je sestavni del obveznosti občinskega sveta, da je seznanjen. Prosim. Hvala za besedo. Polletno poročilo se je naredilo v koncem meseca julija, kot nam veleva zakon. Poročilo samo temelji na denarnem toku, to pomeni stvari, ki so zajete v obdobju 1.1., 30.6. so bile denarno izvedene kot priliv na račun ali odliv iz računa. Vsled tega je čisto normalno, da investicij, ki so se začele april, maj, juni, še niti niso mogle biti plačane, je plačilni rok 30 dni, je datum računa, kdaj račun pride, je izstavitev situacije, pač vse je dosti z zamikom. Vseeno, letošnji proračun imamo nastavljen v kar lepi višini, v bistvu skoraj naj bi se vrtel v 8 milijonih. S tem, da prihodki prvega polletja so se zagotovili v višini 27%, kar pomeni slabih 2.400.000, tisti standardni so se vrteli okrog 50%, normalno pa, da transferni prihodki iz naslova sofinanciranja investicij še tudi niso mogli priteči na račun. Ostali, kot sem rekla, so brez problema se vršili. Sami odlivi so tudi razporejeni v bistvu vsi programski enote, ki se vršijo mesečno, se vršijo vsak mesec plače, vrtec plače, so se normalno odvijali, ni večjih odstopanj. Odstopanj so tam, kjer so razpisi, kjer se razpis še ni zaključen, ne more priti do sofinanciranja, je treba prej postopek dokončati in največja stvar je seveda na izvedenih investicijah. Tu ne bi vsak proračunski program posebej, ali pa bi mogoče sam šli pogledati te največje investicije, kakve so bile. Če pogledamo od sprejetega rebalansa teh večjih investicij, realizacijo 6. meseca, dodali smo danes še realizacijo 9. meseca, se določene investicije že približujejo koncu, veliko je pa še takih, kjer ni zaključek. Predvsem revitalizacija naše hiše, energetska prenova naše hiše, kjer se je največji del opravil zdaj v mesecu septembru in bo zaračunan šele v prihodnjih dneh ter plačan meseca novembra in decembra, tako da bo tam šele končna realizacija. Se odvijajo ista dela na kanalizaciji Gortina, na ostalih projektih Trškega jedra in tukaj tudi v 9 mesecih še ni bilo toliko plačanega, kot je bilo narejenega. To je zdaj čisto na kratko. Ostali transferi razen iz razpisov potekajo redno. Zadolževanje, ki smo ga letos koristili, je šlo za namene v okviru sprejetega proračuna za plačevanje obveznosti iz oskrbe s pitno vodo,
drugače obroki obstoječih kreditov se plačujejo redno, tudi s plačevanjem tekočih obveznosti računa smo imeli v enem mesecu malo probleme zaradi zakasnitve sofinanciranja, drugače pa ni bilo večjih denarnih problemov oziroma likvidnostnih. Hvala lepa za tole polletno poročilo in tudi že, bi rekel, še dodatno poročilo za prvih 9 mesecev. Slišali pa ste tudi, da dinamika je izredno intenzivna na občini Muta z investicijskim delom in seveda tudi zapiramo te stvari v okviru finančnih proračunskih postavk in pa višin, ki jih imamo, tako da praktično ne gremo v nikakršno dodatno zadolževanje. Odpiram razpravo, če ni, prosim, gospod Ambrož. Ja, dajte, prosim. Milena. Neplačanih zapadnih prihodkov. Ja, na strani 9 terjatev do pravnih oseb v višini 64 000, to me malo zmotilo. A za kakšne terjatve to gre, pa na kak način jih rešujete? Tu je zapadla terjatev bila ena izmed najvišjih iz naslova sofinanciranja podjetja Tuš za ta meteorni kanal, ki smo ga v lanskem letu zgradili. Pred dnevi je terjatev bila poplačana, ampak na podlagi tega, da smo prej že dali predlog za izvršbo, se zdaj postopek zaključil. Hvala. Pozitivno. Ja, tako. Hvala. Še kakšno vprašanje? Ukolikor ne, zaključim točko 11.